Kurent ali korant je najbolj priljubljen, najbolj razširjen tradicionalen pustni lik pri nas. Pojavi se nekajkrat na leto, poskakuje in ustvarja neverjeten trušč. Zato ga mnogi že zamenjujejo s Tanjo Žagar. A njegovi začetki segajo globoko v zgodovino. Po starem verovanju naj bi bil demon, ki odganja vse slabo. Kurenti so se pri nas do nedavnega ukvarjali s preganjanjem zime. Zdaj se pripravljajo na nove izzive. Več o tem nam bo povedal predsednik društva Kurent in eden največjih izposojevalcev kostumov za kurente, gospod Franc K. Pika. Lepo pozdravljeni. Kakšne novosti pripravljate kurenti? Dobar dan, jaz sem kot moj ata in stari ata pred njim kurent. To ni šala, to ni hobi, to je poslanstvo. V mojem cajti se je stekel 100-letni mandat, ki smo ga imeli za odganjanje zime. To nam je uspelo. Zdaj je čas za drugo poslanstvo, ne? Dejansko je težko oporekati vaši razlagi. Zime res nekaj sezon že ni. Pa res mislite, da ste prav vi odgovorni za manjko snega in mraza? Ja, kdo pa? CO2? Globalno segrevanje, lepo vas prosim. To je šele folklora. Seveda, če meni ne verjamete, pa vprašajte žičničarja, pa tote upravnike smučišč. Mi smo persona non grata, številka 1 v njihovi knjigi. Te nas sovražijo še bolj kot Hrvate. Ampak kaj predlagate? Kje se vidite v prihodnosti? Čujte, našim rezultatom ne morate oporekati. Česar se mi lotimo, to naredimo. Tako da... Dajte nam en balon na vroči luft, odženemo ozonsko luknjo. Dajte nam 5 špric, pa 5 špricerov, odženemo vse viruse. Dajte nam karto avtobusno do Kolpe, pa zemljevid, bomo dali vse tujce. V 100 letih lahko mi vse odženemo. Aha, kje boste pa začeli? Zadnje cajte se nam zdi, da so veliki problem toti fake newsi po medijah, zato bomo začeli preganjati novinare. Hvala lepa, gospod Franc. Kurenti tudi v novem tisočletju očitno ostajajo metafora za demona, ki odganja realnost vsak dana. In krut opomnik, da se mora Štajerci dogovoriti za snemanje pred 10. uro dopoldan. Zakaj dogaja, Tomaž Nimaš.